Živa, pa smo že nazaj. Po Tahitiju bova z Janinom se sprehodila še naprej. Ja? Tako je. Kam greva zdaj? No, da še enkrat poveva, glavni otok se imenuje Tahiti, pač vse skupaj je francoska Polinezija. Ne? Potem je pa še vrsta teh glavnih otokov, eni so privetrni, eni so zavetrni, bova potem kasneje še malo videla. Vsega skupaj je pa otokov kar nekaj, ampak tisti se ponovadi niti ne omenjajo, pa seveda niso vsi poseljeni. Tisti, ki so, med njimi pa krožijo ladje. Med temi, ki so na eni strani blizu, pa med tistimi, ki so na drugi strani blizu, krožijo taki hidrogliseri. Med njimi, enimi in drugimi vozi pa ladja. Ampak presenetljivo starinska in razpadla. Smo mislili, kakšna noblesa bo zdaj to, ker je že pač Tahiti, ampak ladja ni bila v tem stilu. Ne vem, mogoče bo danes prišla do tega ali pa še ne. Dajmo kar naprej pogledati, da ne bomo čim več zamujali. Se pravi, zdaj smo pri teh ribah, no zdaj bova videla še kakšnega od tehle prodajalcev rib, ki niso vsi ravno strogo moškega spola. Je pa tako včasih tudi, nekateri so zelo tako po žensko oblečeni, tudi nosijo kiklo, pa frizurco, pa uhane, pa tako naprej. Edin glas imajo moški, pa mišice tudi. Drugi so pa v različnih stilih pač. No, skratka, noben se kaj dosti ne sekira, kar mi je title vzadaj, recimo v rdeči majici. Aha, evo ga. Primerek. To, da ima pa dolge lase, pa to pa ni nujno tudi. Pa zelo velike tetovaže. Tole je bilo pred par leti posneto, zdaj tetovaža tudi vedno bolj popularna. Pri nas prihaja, takrat pa še ni bilo tako zelo. No, zdaj tukaj sta dva pravzaprav. No, vidiš, tole je tak tipičen, zdaj ga bomo še malo bližje pogledali. Tudi roščo lepo si dal gor, pa vse, tako da je zrihten. No, skratka, tukaj sta dva otoka glavna, ne, se pravi, tisti Tahiti, ki ima dva podotoka, potem pa še Moorea. No, mi gremo pa zdaj malo naokoli. Javnega prevoza skoraj ni, ne, to je bila naša žalost. In smo tukaj končno ujeli enega od tistih, ki se imenujejo kar po angleško Le Track. Ja? In smo se odpeljali precej daleč po tem otoku do tam, kjer bomo šli gledati zdaj en slap. Potem smo pa ugotovili nazaj glede, da pač nobenega avtobusa ni več. Mimo grede smo še malo pogledali, kako izgleda surfanje in kolikor je tole izgledalo precej enostavno. No, kar tiste tam male deske, ki sploh ne stopaš gor, ampak se v glavnem samo voziš po tehle valovih. Zdaj pri nas kakšnih valov ni ravno veliko, če si pa kje blizu odprtega oceana, potem se pa lahko nasankaš, kolikor ti paše. No, nekateri imajo pa te prave surfinge, že tudi kar krepko sprijetno. Ti znaš? Tokrat tudi slučajno ne. Sem se lomil parkrat po pol dneva tam, pa sem odnesel kakšen spuljen prst, pa potovčene noge, tisto dilo sem dobil dvakrat po glavi. Tale grodnica me je bolela, kamor stalno na trebuhu veslati ven, pa pol probat gor prideti, pa valo jet, pa vse to. Ni tok simpel. Če sem stal par sekund gor, je bil že velik uspeh. Drugač pa rastline, tole vse divje, rastline kakršnokoli hočeš, pa ribe, takrat mu nažalost nisem imel nobene kamere, s katero bi se dal pod vodo snemati. Zdaj sem dobil eno tako folijo, ki se da telefon noter spraviti, stane par evrov samo in se da za silo posneti pod vodo. Da bi pa za celo kamero šel kupati tisto hišjo, pač če kvalitetno hišjo, potem je kar nemarno drago. Tako da zaenkrat, če bom kaj posnel pod vodo, bom kar s tistim telefonom, pa bo za silo. Kritak, kaj posebnega, ne moreš tako snemati kot Jean-Jacques Cousteau, recimo. No, to je zdaj tisti slab, do katerega smo pritelovadili. Zdaj, ko tole gledamo, pri nas je zdaj sicer malo bolj toplo, ne pa preveč, stalno si moraš predstavljati, da je nemarno vroče tam. In kamorkoli greš, si ves navdušen, ko zagledaš kakšno vodo in se takoj vržeš noter. Tole je slab, namreč kolikor so majhni otoki, pa tako naprej so zelo gorati in zelo veliko vode, neverjetno, ker pač dostikrat pada dež in očitno je zemlja precej premočena, tako da tehle valov je kar nekaj. Je pa treba kar nekaj časa hoditi. Tam od tistega traka naprej, to sta dve moji sopotnici, ki se tam namakata, zdaj ena pa še ena pride. Fajn je, tam to smo vsi delali, da si šel kaj pod slap, in kdo zmore čisto do slapa pritelovaditi, pa nekaj cajta plavati tam pod njim in ostati živ. To je bil glavni šport. Janin, če me oči ne varajo, so bile zgoraj brez? Sem jaz to prav videl? Ja, boš zgoraj z na Tahitiju. Kdaj gremo? Kdaj gremo, Janin?
Fajn je pa štopati pol, to smo pol ugotovili, ker nas je bilo le veliko, ne, pa smo pol rekli, dobro, dajmo se po parih ali kako, ne, pa bomo pol šli štopati nazaj. In smo ugotovili, da je zelo veliko takih pač pick-upov, ne, zelo velikih ponobel, takih močnih in kar lepo celo družbo gor naložijo, brez težav. Okay. In smo to, pač nekaj časa smo se matrali, 2 pa po 2, potem, ko smo pa videli, da gre, smo pa parkrat to naredili na različnih otokih in je krasno delovalo. Sicer pa tisti otoki bolj odmaknjeni, recimo Maupiti ima samo kakšen kilometer ceste, vsega skupaj, ostale greš pa s kolesom, potem kolo pa spet ni toliko drago, je pa eno od cenejših stvari. Skratka, kruh je pocen, potem smo ugotovili, da je vino v tetrapakih je relativno poceni. To pa več ali manj vse, pa kakšne konzerve ali kaj tazga. No. Kaj pa še več rabiš? Samo postrež bi dobiš kaj, no. Ostalo je pa kar. Te mahnejo po denarnici. Janin, moral iti na en kratek video spot, pa prijeva nazaj. Pogledamo še kakšen video.